Zakaj bi se podredili uniformiranosti, če ima lahko vsaka stavba drugačen obraz? S takšno miselnostjo so v štajerski prestolnici nastali barvno raznoliki in arhitekturno razgibani stanovanjski bloki, ki jih povezuje osrednji zeleni atrij. Nas je seveda predvsem zanimalo, kako se tam kaj živi. Smo v sodobni, privlačno in premišljeno zasnovani soseski Studenci v Mariboru. Gremo pa na obisk v stanovanje, kjer so ravno omejitve prinesle sijajne rešitve. Arhitekti biroja Archimetrix so v blokih na Studencih s svežim pristopom opremili nekaj stanovanj. Eno od teh jim je predstavljalo svojevrsten izziv. Diana, hvala, ker ste nas sprejeli v svojem res lepem stanovanju. Kje ste prej živeli? Kako ste prišli do tega čudovitega, pritličnega stanovanja? Malenkost mi je veselje povedati. Bila sem v 6. nadstropju Mariboru bloka tudi, grajenega 2000. Nekje mi je bilo skoraj preveliko, pa tudi terasa je imela stopnico in sem želela nekaj nizkega v pritličju, z lažjim dostopom, pa čim bolj novo, da je, zato ker ima vrata nove stvari. Kje vse ima to stanovanje razne prilagoditve, ki vam konkretno res pridejo prav? V kopalnici, držala pa, ravna tla, pa vsi detajli od umivalnika do vsega je. Predvsem držala so tiste, ki jih veliko potrebujete. Predvsem držala, ja. Kje vse jih najdete? Najdete jih tudi tukaj, ampak te jih ne uporabljam. Grem mimo njih v spalnico, kjer je tudi super postelja prilagojena, zdržali. Najprej postelja, pa še fotelj, da se spočijem, ko vstanem. Kakšno je bilo sodelovanje z arhitektoma? Ste se takoj uskladili? Je bilo kakšne trme na eni ali drugi strani? Malo je bilo z moje strani več, zdaj je to nekaj manj, ampak sva na koncu pa sva bila usklajena. Povejte mi, kdo je navijal za precej konkretne, močne barve? Dare. Ampak jaz se z njimi absolutno sem se strinjala, ker so čist drugačne, kot sem jih imela prej. Vas ni bilo treba prepričevati, da se niste bali tako pogumnih odtenkov? Ne. Kako ste rekli tej mizici, da v kakšni barvi je? Pujsa Pepe. Torej, tvoje ljubkovalno je tale mizica Pujsa Pepa. Res pa zelo fino, stabilna je, težka. Lahko se vržeš gor, pa ne bo nič se zgodilo mizi, mislim. Pa tudi stoli so v taki zelo zanimivem odtenku, ne? Zempaste barve. Nikoli ne bi pomislila na takšen odtenek, ampak to je spet Dare. Mi je pustil 2 dni, da sem nehala modrovati in potem sem videla, da je pravzaprav to. Dejansko pri tem stanovanju najprej človeku pade v oko lep dizajn in se sploh ne opazi, da gre za stanovanje prilagojeno osebi z gibalno oviranostjo. Kako ste to dosegli? Tako je, ta funkcionalni tehnični del smo vkomponirali dejansko v samo opremo, vizualno skladno z stenskimi oblogami, za samo opremo, ki je izdelana po meri, tako da smo res ustvarili neko živahno vzdušje, pozitivno, kot je tudi naročnica nekako sama izrazila željo. V stanovanju se vidi veliko poguma do močnejših barvnih odtenkov. Kako ste se glede teh barv sporazumeli z naročnico? Gospa Diana na začetku je pravzaprav povedala, da so ji barve všeč. Bila je pa zelo nazorna pri tem, da vse samo zelenene in smo se seveda pol poigravali z barvnimi toni, rekel, z nekimi kontrasti, od zavesti, pihov, sedežne. Zaradi tega smo pravzaprav hoteli postaviti ta dom kot en tak primer, da je lahko stanovanje za gibalno ovirane osebe tudi lepo. V čem je posebnost tlorisov v teh enotah? Ne gre za tipično blokovsko organizacijo, ne? Ja, tlorisi so tudi v teh objektih zasnovani najprej funkcionalno, so pa vsi prostori zelo fluidno povezani, skoraj nimamo hodnikov, kar nam je sploh v manjših kvadraturah res cilj in izziv, zato da je vsak kvadratni meter čim bolj izkoriščen. Ob vstopu v stanovanje se srečamo z odprtim vogalom dnevne sobe, ki se prek panoramske stene stika z notranjim atrijem. Nekoliko dalje je praktična kuhinja, ki nima visečih omaric
Zelo hvaležna je tudi marmorna delovna površina, na kateri se ne vidi vsaka drobtinica. In na kak način se tukaj ogrevate oziroma poleti hladite? S toplotno črpalko. Po zimi greje, stopinje se nastavijo po želji, poleti pa hladi in to talno gretje se mi tudi zdi super, da ni nekih radiatorjev pa prilik in neprilik z njimi. Rad bi poudaril tudi to, da so vsa stanovanja energetsko neodvisna, se pravi, vsako stanovanje ima svojo toplotno črpalko. Mi kot arhitekti imamo zelo radi strojne inštalacije, ampak takrat, ko so skrite. Možnost umestitve toplotne črpalke lahko tudi ali na hodnik, ali bi rekel v nek utility, ali pa tudi lahko je tudi sestavni del nekega kompozita opreme in deluje še vedno lepo, ker so vsi priključki skriti in to je tisto, kar je, bi rekel, dela te toplotne črpalke malo drugačne od tega, kar smo bili do zdaj vajeni. Ogrevanje je čedalje bolj vroča tema, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Na kakšen način je poskrbljeno, da je prebivalcem tega naselja toplo? Res je, ti bloki so energetsko učinkovito grajeni, tako se strani energetske učinkovitosti kot strani izolativnosti objekta. Zraven tega pa smo v objekte ponudili tudi učinkovit sistem ogrevanja s toplotno črpalko, katera uporabnikom nudi tako ogrevanje v zimskem času kot pasivno hlajenje v poletnem času. Vsaka toplotna črpalka je točno prilagojena za posamezno stanovanje in skozi vse leto ogreva tudi sanitarno vodo. Glasnost, tako notranje kot zunanje enote, je primerljiva s šelestenjem listja in je zato povsem nemoteča. Teh toplotnih črpalk se ne vidi na balkonih ali pa na fasadi. Kje so? Zunanje enote toplotnih črpalk so postavljene na streho objektov in s tem smo zagotovili, da je ostala zunanjost objekta čista. Ampak koliko so pa zdaj toplotne črpalke kaj zahtevne za samo uporabo? Se mora človek veliko novega naučiti? Toplotna črpalka je danes zelo enostavno za uporabljati, kajti naš serviser ob samem zagonu naprave nastavi vse potrebne parametre, da toplotna črpalka deluje samostojno čez celo ogrevalno sezono. Toplotna črpalka je povezana v oblak in omogoča stanovalcem, da s pametnim telefonom ali tablico vključijo ali izključijo napravo, nastavijo temperaturo ali spremljajo porabo energije. Šli smo še pa korak dalje, da zagotovimo varnost oziroma dodatno garancijo, se lahko stranka brezplačno poveže z našo servisno mrežo in servisna mreža spremlja delovanje enote skozi celotno leto. Toplotne črpalke so danes primerne tako za novogradnje, kot tudi za starejše objekte. Pri starejših objektih lahko zunanje enote toplotnih črpalk namestimo na primer na balkone, kot smo včasih umeščali klimatske naprave. In na to lahko notranje enote toplotne črpalke priključimo na obstoječa ogrevalna telesa. In potem gremo semle, ne? Samo čez eno steno v istem objektu smo še, imamo pa primer, kjer ste notranjost uredili popolnoma drugače v ene take zelo zanimive, malce drugačne pisarne. Kakšen je njihov značaj? Ja, tu gre za pravzaprav neke vrste hibrid med domom in pisarno, zato nismo želeli klasičnega duha pisarne, ampak smo to nekako hoteli skombinirati, da se tu ljudje počutijo tako malo doma. Dobra finta, da greš v službo, pa se tam počutiš kot doma. Pa še vmes se sezuješ. A res? Tukaj se sezuvajo v teh pisarnah? Ja. Olala. Ja. Pisarna je od preostalih prostorov ločena s stekleno steno in vrati, prav tako pa ima izhod na teraso, od koder se ponuja pomirjajoč pogled na Pekrsko gorco in Pohorje.